Ekskluzivni intervju s Figarom na kranjskogorski sedežnici. Primož Ravnik, Figaro, od kroskentrijaša do spustaša. Kakšna je ta pot? Kaj ti pič, da to narediš? Preveč stvari v cross countryju polomaš, preveč škode, premalo adrenalina, pa iščeš nekaj več, prestaneš v dihaju. Čak, pa si mislil, da v downhillu ne boš nič polomal, kaj? Tule sem še več polomil, ampak več adrenalina je, no. To je to, to me vleče, to me veseli, pa to bom celo življenje počel. Sam nisi edini, ki je šel s cross countryjem spust, ne? Res je. Kar neki fantov se je pridružilo, tudi eno dekle. Tako da, ja, nekaj je tule. Mislim, da je malo bolj konkurenca, vse bolj, ne vem, na easy, ni tistega, je tekmovalen duh, pa ni ga, no, tako bom rekel. Cross country preveč frutabel treba jesti. Nisem šel pogledat, kjer si zdaj na lestvici, ampak verjetno nisi tam, kjer si želiš biti, ne? Kaj boš še naredil do konca sezone? Ja, probal čim hitreje voziti, med top 5 preleteti. Pač sezona se je začela malo slabih, sem pričakoval, nisem toliko treniral. Tako da, evo, Kranjska Gora, Gorazd mi ni dal nič popusta za karto, ampak kljub temu sem kupil sezonsko karto in uživam tukaj. Je fajn, no, saj nekaj je zrihtal, se je potrudil, ampak še manjka malo, no, majčkeno sem mogel potruditi. Kaj pa ti imel tukaj v parku, no, povej? Kaj, Gorazd je zraven, ne? Ja, jaz sem zraven, to mora paziti, kaj govori. Kakšen tak K-line do konca, dol, do podna, tako kot je tale zadnji del za nami tukaj. Nekaj takega, se pravi, da prvo furo lepo na easy naredim, ne da se pobijam po lesu, nezaščitenemu, ampak dobro, no. Pač se je treba navaditi tudi na to, da smo v Kranjski Gori. Koliko cross country sezon si opravil in katera spustaška je to zate? Bilo je, koliko cross country sem, v glavnem 11 let sem preh cross country trajbal, se pravi čisto od mulčka, pa to je moja 3. DH sezona. Se pravi vsega skupaj 13-14 let kolesa, pa še nekaj 3-krat toliko bo, upam. Saj verjetno je dosti neumestno vprašanje, ker je težko to primerjati, ampak kje je težji uspeti, vsaj v slovenskem nivoju, pol pa mogoče tudi mednarodno, cross ali spust? Spust, definitivno. Spust je malo več, mislim, cross country itak treniranje, ampak pri spustu imaš pa še psiho. Pa je malo težje natrenirati, kot pa v cross countryju. V cross countryju se voziš cele dneve, nabiraš kilometre, tule jih isto lahko nabiraš, ampak če v glavo ne šteka vse tako, kot bi mogel, je pač stvar malo težja. In burp. Figar, kdo od slovenskih downhillerjev ima največ oboževalk, pa si to mogoče ti? Ne bi vedel, ne vodim evidenc, lahko samo pohvalim, da zadnje čase je res zmeraj več navijačev in navijačic na DH sceni. Navijačice, ja, definitivno. Zmeraj več tega bolj bo, no, bolj vzdušje, pa tako, ko se ti kakšna punca dere, pa to imamo radi. Si upaš kaj napovedati, kaj se letos še zgodi na slovenski DH sceni? 4 dirke so pred nami. Zame 3, ker bom eno spustil, ker imam ene obveznosti, tako da ob Sunju Menal se bo pač mogel super Smrf potruditi po svojih najboljših močeh, pa brez mene to čim bolj speljati. Pa so pa še 3 dirke, pa bomo videli, no, nič ne bom rekel zaenkrat. Če bo Kranjska Gora šopala takole hitro, kot tale žičnica danes, bo kar dobro. Bo zelo veliko fur narejenih. Ja, to sem te pozabil vprašati. Nov klub ali je skrivnost, kako debela, kako masna je bila ta pogodba s super Smrfom? Še danes ne vem, kam naj ves ta denar, tank sem ga dobil. Ampak ne, v bistvu sploh, tudi če bila kakšna pogodba, me načeloma ne zanima,
ampak važen je vzdušje po večini. In vzdušje v klubu je fenomenalen, ta prava ekipa, sami borci. Tako da jaz mislim, da bomo marsikaj dosegali. Se lahko kar malo bojijo, kakšne Trbovlje. KD Rajd, na primer, ne. Tako da zdaj tudi nove drese dobimo, jih dobimo, ko je veliko lepši. Kdo so tvoji opremljevalci za sezono 2011? Definitivno nosim najbolj žgate, a ne. 69 Slam Ljubljana skrbi za to, tako da se lahko zahvalim Janku Tokosu. Pol je tukaj tudi 510 Slovenija, ki me je letos opremil s čevljem, tako da Mokar nam, grip bo odličen. Pol imamo tukaj še GoPro, ki bo letos skrbel, da nam da bom čim več posnetkov dal na internet, da boste čim več videli stvari, da se čim bolj dogajali, da ne bo prazen internet, to je to. Pol imamo tukaj še Fox, ki me opremljal s kakšnim čeladam, rokavicam. To je pa to. Pa Outvet s spodnjimi švic majicami.